Danes v Pomurskem dnevniku. Očitki proti Ukrajincem. Pomurci o namestitvi Ukrajincev. E-oskrba za lažje bivanje starejšim. Nesnovna kulturna dediščina. Vreme, jutri bo jasno. Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Štajerska prestolnica je postala kraj, kjer se med iskanjem boljših pogojev ustavi veliko beguncev iz Ukrajine, kar pa mnogim domačinom ne ustreza. Med Mariborčanami se namreč pojavlja vse več očitkov, da v Sloveniji nimamo dovolj nastanitvenih kapacitet. Pa si poglejmo. Kot pravijo na javnem stanovanjskem skladu v Mariboru, vsakodnevno prejmejo več klicev, v katerih se domačini pritožujejo in očitajo. Slovenski državljani ne bi dobili namestitvenih kapacitet, medtem ko so ukrajinskim beguncem takoj priskočili na pomoč. V Mariboru je sicer trenutno nastanjenih 128 ukrajinskih beguncev, namero za bivanje v Sloveniji pa so dodali na tamkajšnji upravni enoti. In seveda so nastanjeni v privatnem sektorju, torej prišli so seveda tisti, ki so lahko poiskali pomoč pri prijateljih ali drugih znancih, ki so jim v tem težkem situaciji nudili tudi nastanitev. Za potrebe ukrajinskih beguncev je Mariborski stanovanjski sklad tako oddal 7 prostih začasnih bivalnih enot, v katerih trenutno biva 26 oseb. Začasne bivalne enote so opremljene z manjšo kuhinjo, pralnim strojem, posteljami, omaro ter mizo. Kmalu nameravajo v stanovanje namestiti še novih 25 oseb. Tudi mislim, da se bomo morali prilagoditi in sosedu oziroma državljanom ponuditi pomoč, tako bi tudi pričakovali tudi mi. V Sloveniji trenutno skupno živi 11.000 državljanov Ukrajine. Od začetka vojne pa je za bivanje v naši državi prošnjo oddalo nekaj čez 2600 ljudi. Sicer pa je v Slovenijo do zdaj prišlo največ žensk z otroci in pa starejših, ki bežijo pred vojno. Republiko Slovenijo je seveda prišlo največ ženskih oseb, iz matere z otroki, mladoletnimi, bodisi mlajši od 3, 6 in pa seveda tudi takimi, ki so seveda že obvezni, da se tukaj pri nas šolajo. Nekaj beguncev si namestitve v Mariboru poišče tudi z lastno organizacijo. V hostelu Pekarna so jih do sedaj sprejeli 13. Smo eno skupino 12 beguncev, pa potem je bil en gospod tukaj. Smo pa videli, da predstavljamo zelo tranzitno mesto. Niso dlje časa tukaj, torej samo neko prehodno točko in predstavlja vsaj za zdaj Maribor. Kot pravijo v hostlu, so se prijavili tudi na javni poziv, v katerem pa žal niso bili izbrani. Kljub temu pa bodo tudi v prihodnje begunce z veseljem sprejeli. Ravno pred dnevi smo dobili rezultate, da žal nismo bili izbrani. Smo pa ponudili, to kar je bilo v skladu z pozivom, minimalno 20 kapacitet. Nekateri begunci našo državo le prečkajo ali pri nas prespijo in se nato odpravijo v druge države. Veliko pa je tudi takšnih, ki želijo v Sloveniji ostati dalj časa in si urejajo nastanitve. Na javni poziv vladnega urada za oskrbo in integracijo se je tako odzvalo kar 153 ponudnikov, ki izpolnjujejo pogoje in bi lahko skupaj ponudili namestitev za okoli 600 ukrajinskih beguncev. Namestitev za begunce iz Ukrajine je na javni poziv ponudilo kar 153 ponudnikov iz cele Slovenije. Med ponudniki je tudi nekaj namestitev iz Pomurja. Med drugim bodo begunci nameščeni v občinskih stanovanjih ter prostorih nekdanjega dijaškega doma, ki so zdaj preurejeni v center šolskih in obšolskih dejavnosti. Gre za nastanitvene objekte, ki morajo v skladu z javnim pozivom obsegati najmanj 20 postelj ter kopalnice, ki pa so lahko skupne. Ponudniki so morali ob prijavi na razpis zagotoviti v nastanitvenih objektih tudi možnost pranja oblačil in posteljnine. V vlogi pa so morali opredeliti tudi vse stroške, ki bodo od nastanitve beguncev prisotni. V uradu predvidevajo, da bodo pogodbe s ponudniki lahko dokončno sklenili že v prihodnjem tednu. Trenutno se s ponudniki namestitev še dogovarjajo. Točni izračuni sredstev, ki jih bodo namenili za nastanitve ukrajinskih beguncev, še niso znani. Kako pa se s prihodom beguncev soočamo v Pomurju, smo povprašali na tukajšnjih ulicah. Pa si poglejmo, kaj pravijo mimoidoči. Kar nekaj ukrajinskih beguncev bomo v prihodnje naselili tudi v Pomurju. Kaj o tem menijo Pomurci? Povprašali smo mimoidoče. Ja, nekam morajo iti, sigurno morajo nekam iti. Begunci naj pridejo, vse ostalo pa naj ostane tam, kje so naši. Nobenih municij, nobenih pušk naj ne pošiljajo.
še nas prestrašijo, kaj ne? Ja, bo dobro, vse v redu bo. Kak bo država, tak bodo oni tudi z nami. Če bodo prijazni, mi bomo tudi. Da jim pomagamo, da jih vzememo k nam, ker so si bolgi ljudje, Facebooki. Ja. Ja, kaj? Moramo jim pomagati, ne? Ja. Večina vprašanih se z namestitvijo beguncev v naših krajih strinja. Menijo, da so ljudje v stiski in potrebujejo našo pomoč. Pa se vam zdi lepo, ko jih sprejmemo v Slovenijo? Po mojem normalno ja, ker tudi Švica jih je sprejela in jim vse plača. Od A do Ž vse. Se vam zdi, da je to še dolgo trajalo? Nekateri pravijo, ka ne, nekateri pa ja. Upajmo, da se bo končalo čim prej, ker si želimo mir in svobodo. Bilo je 2 leti covida, ko smo bili zaprti noter, zdaj pa še vojna in upajmo, da se bomo končali. Moramo se imeti radi. Pozabiti na orožje, več ljubezni, več objemov in brez vsega. Moramo gledati, vsi smo iz krvi in mesa. To je težko, zelo težko je. Mislim, se mi smilijo to doživljati. Koliko moramo in bomo pomagali. Ne? Tudi smo mi dali denar, tako želim in ko se to čim prej konča. Ne? Kot če dodajajo mimoidoči, nikoli ne vemo, kdaj se lahko tudi sami znajdemo v takšni situaciji. Zato je pomembno, da v takšnih časih stopimo skupaj, saj smo konec koncev vsi enaki. Vredi, mogoče mi ti nicali, da takšno pomoč. Bog še ka ne bi nicali, kako pa bi. Nikdar pa ne vemo. Ne vemo, ker takšni so časi pitanje, kaj bo vse z toga. Vlada bo del nepovratnih sredstev iz evropskih skladov namenila za projekt e-oskrbe na domu. Ta bo zagotavljal 24-urno povezavo starejših invalidov in kroničnih bolnikov z zdravstvenim osebjem ter organizacijo pomoči. Vlada bo del nepovratnih sredstev iz evropskih skladov namenila za projekt e-oskrbe na domu, ki bo zagotavljal 24-urno povezavo starejših, invalidov in kroničnih bolnikov z zdravstvenim osebjem in organizacijo pomoči. Vklop prvih upravičencev v projektu e-oskrba na domu, ki je vreden 3 milijone evrov, se bo začel sredi aprila. Med upravičence do brezplačne e-oskrbe sodijo starejši od 65 let, ki pretežni del dneva bivajo sami, prav tako pa tudi tisti, ki zaradi pridruženih kroničnih nenalezljivih bolezni sodijo v ranljivo skupino v primeru okužbe z novim koronavirusom. Uporabniki bodo z naročilom storitve brezplačno prejeli varovalni telefon z gumbom za klic na pomoč in zapestnico z gumbom za klic na pomoč. Zainteresirani za naročilo storitve e-oskrba lahko pokličejo na brezplačno telefonsko številko 0801213 ali pošljajo sporočilo na eoskrba@telekom.si. Vse informacije pa so na voljo tudi pri Zvezi društev upokojencev Slovenije. Osrednja zbirka podatkov o dediščini v Sloveniji, register kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo, je odslej bogatejši tudi z vpisano enoto priprava Prekmurske gibanice. Osrednja zbirka podatkov o dediščini v Sloveniji, register kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo, je odslej bogatejši tudi z vpisano enoto priprava Prekmurske gibanice. Prekmurska gibanica je odslej priznana kot nesnovna kulturna dediščina Prekmurja, saj spada med najbolj poznane jedi stare prekmurske kuhinje, pripravljena pa je iz krhkega in vlečenega testa, 4 različnih nadevov in smetanovega ter maščobnega poliva. Velja za tradicionalno slovensko jed v panonskem svetu Slovenije. Poznana in cenjena je na celotnem območju Slovenije, prav tako pa je priljubljena tudi med slovenskimi izseljenci. Že leta 2006 je bila Prekmurska gibanica na podlagi strategije gastronomije Slovenije uvrščena na seznam jedi, ki predstavljajo kulinarično prepoznavnost Slovenije. Kasneje je gibanica leta 2010 v okviru evropske sheme kakovosti dobila še naziv zajamčena tradicionalna posebnost. Prekmurska gibanica naj bi dobila ime po narečnem izrazu za gubo, saj naj bi bila sestavljena iz več gub oziroma plasti testa. Do sedaj najstarejša znana omemba prekmurske gibanice kot sladice, ki so jo običajno uživali na večjih slavjih, velja omemba župnika na Gornjem in Spodnjem Seniku pri Monoštru, Jožefa Košiča iz leta 1828. V sklopu projekta Hiše za mlade družine naj bi kmalu postavili tudi nove hiše v Lendavi. Tam naj bi bila hiša za mlade družine na voljo za zgolj 50 000 evrov. Več o tem in druge zanimive novice pa najdete na sobotainfo.com.
Za konec pa še preverimo, kakšno vreme nas čaka jutri. Danes smo imeli sončen dan s temperaturami okrog 15 stopinj Celzija. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričko namerili 18, v Lendavi in Murski Soboti 15, v Radencih pa 13 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, jutranje temperature bodo od -6 do 1, ob morju ter ponekod v višjih legah od 1 do 6, najvišje dnevne pa od 16 do 22 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru od -2 do 0, dnevne pa okrog 20 stopinj Celzija. Tudi v petek in soboto bo pretežno jasno, zjutraj bo temperatura ponekod še pod lediščem, čez dan pa bo precej toplo. V petek čez dan bo v notranjosti Slovenije zapihal jugovzhodni veter. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od -2 do 0, čez dan pa od 17 do 20 stopinj Celzija. Toliko smo vam imeli povedati v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij pa najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.